Medijska pismenost, vsekakor, jaz sem velika zagovornica, da vstopi v osnovno šolo, iz čisto praktičnega razloga, ker v osnovni šoli so vsi otroci, ne v vrtcu, kot je sicer koristna tudi že v predšolskem obdobju, ne, tam seveda niso vsi otroci, ne, zaradi tega je mogoče ta osnovna šola tako zelo poudarjena, ne. In seveda absolutno se zavzemam za to, da se začne že od 1. razreda naprej, recimo, da nekje pri 10 letih otroci običajno dobijo mobilne naprave, pametne telefone in da potem tisti ta bolj vztrajni in prodorni starši tudi prepričajo, da jim ustvarijo profile na družbenih omrežjih, čeprav uradno po 13 letom starosti tega sploh ne bi smeli početi, ampak realnost je taka, da to marsikdo naredi. Jaz kot novinarka opažam, da smo mi izgubili eno generacijo medijskih uporabnikov, ne. Se pravi, ko sem jaz odraščala, sem lahko videla očeta, ki je bral časopis, ki je spremljal poročila. Današnji otroci te priložnosti nimajo več, oni vidijo svoje starše na neki napravi in čisto dobro, kaj delajo ti starši na tej napravi, oni ne vedo, ne. Zato se mi zdi ta element, da se gre v šole, da se tam otroke nauči in se strinjam tudi, da oni so digitalno zelo pismeni, ne. Jaz o TikToku nimam pojma, pa tudi, če se na trepalnice postavim, ga ne bom imela pojma, ne. Mislim, moja 12-letnica neskončno več znanja o TikToku in otroci so na TikToku. Jaz seveda vsekakor moram biti v tem, zato da lahko njo vodim, ampak znam pa ne. Lahko jo poučim posledic njenega ravnanja na TikToku in prevzemanja odgovornosti. In to se mi zdi ta pomemben element, ki ga moramo predati otrokom.